Jesenska volilna kampanja se v Michiganu že začenja. Protiizraelski Abdul el-Said je zmagal v svoji kampanji in postal demokratski kandidat za sedež ameriškega senata v tej zvezni državi. Zdaj se bo novembra pomeril z republikancem Mikeom Rogersom v tekmi, ki jo pozorno spremljajo tudi daleč zunaj Združenih držav. Toda, kot pojasnjuje naša višja dopisnica Owen Alterman, za 130,000 Judov v Michiganu je to osebno. Zaključil je kampanjo predizborov, kjer so bila vprašanja o Izraelu in Judih v središču pozornosti. In odpravlja se na splošne volitve, kjer bodo ta vprašanja ostala v ospredju. Abdul el-Said, novi demokratski kandidat za ameriški senat iz Michigana, z sporočilom za judovske volivce, je seli. In vsem mojim sestram in bratom judovske vere, ali katerekoli vere, ali brez vere, želim, da to veste. Moja zavezanost vaši varnosti, moja zavezanost varnosti Judov je enaka zavezanost, kot jo imam do varnosti svojih lastnih hčera. Komentarji prihajajo po tesni, a še vedno osupljivi zmagi el-Saida v torek zvečer, v kateri je kandidat skrajne levice premagal kandidatko sredinske levice Hailey Stevens za demokratsko nominacijo za prosto mesto v ameriškem senatu iz Michigana. Med predvolilno kampanjo je el-Said zavzel odločna protiizraelska stališča in napadel proizraelski lobi. Z začetkom splošne volilne kampanje proti republikancu Mikeu Rogersu ameriški predsednik Donald Trump zaznava priložnost. Sovražnik Judov in sovražnik Izraela. Ta tip sovraži Jude. Nekdo je rekel, da je to malo močno. Ne, on sovraži Jude in sovraži Izrael. Abdul el-Said. Ali verjamete v to? Mnenja med Judi med Michiganu so kot vedno razdeljena. Nekateri so republikanci, katerih glasov ne bi dobil noben demokratski kandidat. Za nekatere judovske volivce je vprašanje Izraela manj pomembno, ali pa se strinjajo z el-Saidom. Toda republikanci imajo prav, da mnogi judovski demokrati v Michiganu na družbenih omrežjih pravijo, da bodo zamenjali svoj glas, ker je el-Said kandidat. El-Said namiguje, da želi te glasove dobiti nazaj. Vprašanje je, kako daleč je pripravljen iti, da bi to dosegel. Z nami je zdaj podpredsednica Američanov in demokratov v Izraelu, Heather Stone, ki se nam pridružuje iz Tel Aviva. Heather, lepo, da ste z nami na i24 News. Zmaga el-Saida je. Morda je to značilno za Michigan, ampak Heather, kakšne so širše posledice? Ali to kaže, da se demokratska stranka bolj splošno obrača proti Izraelu? Mislim, da je bila zmaga el-Saida zelo tesna proti Hailey Stevens. To kaže, da so bili volivci v Michiganu zelo razdeljeni. Anketardži in politični komentatorji so vsi napovedovali prepričljivo zmago el-Saida, vendar se to ni uresničilo. To kaže, da volivci niso šli tako daleč na levo in da je to, kar je komaj dosegel, res bila zmaga, vendar le za eno točko. In to se v resnici ne kaže, veš, tista velika premik v levo, o kateri so vsi govorili, so napovedovali Hassan Piker in tako naprej. Zato res mislim, da se ne bi smeli prenagati in misliti, da to karkoli napoveduje. Prav tako ne vemo, kaj se bo zgodilo novembra. Tudi veste, rezultati v Michiganu, v drugih okrožjih so bili takšni, da so zmerni demokrati se uspešno zoperstavili progresivnim kandidatom DSA. Enako v Missouriju, kjer je Wesley Bell se zoperstavil Cory Bush, in v Virginiji, kjer so bili zmerni demokrati uspešni proti kandidatom DSA. Tako da ne mislim, da vidimo, da bi se demokratska stranka v celoti premikala skrajno levo. Vidimo, da se to dogaja v nekaterih krogih. In vidimo, da se to dogaja tudi na skrajni desnici. Torej je to problem. To ni samo problem več takšnih krogov v Ameriki, kot smo jih videli pred nekaj leti, se zdi. Kje torej potegnemo mejo med legitimno kritiko Izraela in stranko demokratsko, ki bi lahko postala protiizraelska? Kje je ta meja?
No, mislim, da vidimo, da postaja kritika Izraela in izraelske politike legitimna tema v obeh strankah trenutno, še posebej v demokratski stranki. Še posebej med mlajšimi demokrati in ne samo med izvoljenimi predstavniki, ampak tudi med volivci. In mislim, da bo morala Izrael to nasloviti, če želi ohraniti podporo obeh strank v ameriški vladi. Vem, da je predsednik vlade tukaj govoril o tem, da bi se oddaljili od podpore ameriške vlade, vojaške podpore, in to je morda nekaj, kar se bo zgodilo prej kot kasneje, glede na to, kaj se dogaja tako na levici kot na točno na to temo. El Sayed podpira popolno ukinitev vojaške pomoči Izraelu. Bi to lahko v naslednjih nekaj letih postala prevladujoča politika demokratov? Mislim, da to ni nekaj, kar bi se zgodilo takoj. To je nekaj, kar se bo znova in znova pojavljalo. In še vedno je prezgodaj reči, kako uspešni bodo kandidati skrajne levice novembra in kako močno bazo bodo imeli v ZDA. Kongres in ali bo več kot trenutni en senator, ki zagovarja to stališče, to je Bernie Sanders. Če bo Sayed izvoljen, bosta potem dva. No, senator John Fetterman iz Pensilvanije pravi, da bi popolnoma zapustil stranko, če bi demokrati uradno postali protiizraelska stranka. Kaj menite o tej rdeči črti? Ste si tudi sami zastavili to vprašanje? No, ameriški demokrati v Izraelu niso del stranke, smo pridružena organizacija Judovskega demokratskega sveta Amerike, s katerim smo usklajeni glede naših judovskih in demokratskih vrednot. Podpiramo kandidate, demokratske kandidate, ki podpirajo močan odnos med Izraelom in Združenimi državami. In na podlagi tega nudimo svojo podporo kandidatom. Zaradi tega smo podprli Hailey Stevens na predizborih v Michiganu. In menimo, da bo obstajala pot do zmage za demokrate, da prevzamejo nadzor nad senatom prek drugih zveznih držav, ne prek Michigana. Menimo, da imamo pot do zmage prek Aljaske in morda prek Teksasa in Iove, ter prek drugih zveznih držav, kot je Severna Karolina. V redu, zagotovo bodo to vmesne volitve, ki jih spremljajo vsi, ne le v Združenih državah, ampak tudi tukaj v Izraelu. Heather Stone, hvala, da ste bili z nami na i24 News. Z veseljem, hvala, da ste me povabili. Tole pogovor zdaj nadaljujemo v studiu z našim višjim dopisnikom iz 24 News, Owenom Altermanom, ki je prav tako podrobno spremljal to tekmo. Torej, Owen, kaj meniš o vsem tem in kako bi morali to dojemati v Izraelu? Na vsezadnje gre za ameriške senatne volitve. V Izraelu je to pritegnilo veliko pozornosti, Nikol. Izraelci običajno želijo izvedeti rezultate, ko je nekdo že zmagal, ko je nekdo že na položaju. Toda te predizbore smo imeli, ki nam veliko povedo o tem, kaj se dogaja v demokratski stranki in s kakšnimi izzivi se sooča Izrael. Zdaj pa imamo splošne volitve, ki bodo zagotovo izjemno zanimive. Poglej, imaš prav, to očitno priteguje veliko nacionalne in tukaj tudi mednarodne pozornosti. Kot domačin iz Michigana, kot nekdo, ki je odraščal v judovski skupnosti Detroita, kot pogosto povem gledalcem, se tukaj osredotočam na bolj osebni vidik. In kaj bodo tistih 130,000 Judov iz Michigana, kot poročajo na internetu, tukaj storili? Glej, približno tretjina so republikanci, ki bodo glasovali za republikanca, ne glede na to, kdo je demokratski kandidat. Obstaja določen odstotek, bilo bi zanimivo začeti to številčno opredeliti, ki jih vprašanje Izraela ali ne zanima dovolj, ali pa se dejansko strinjajo z El Sayedom in bi tako ali tako glasovali zanj. Ampak obstaja tisti neopredeljeni del volivcev na sredini. In ne vem, ali je to 0,5% celotnega volilnega telesa, ki bo prišlo novembra, ali 0,7%
celotnega volilnega telesa, ki bo prišlo novembra. Ampak to so verjetne številke nikoli. Neopredeljenih volivcev, dejanskih volivcev, katerih glasovi so do neke mere negotovi. Vidimo reakcijo, zelo čustveno reakcijo na družbenih omrežjih glede ljudi, ki povsem jasno pravijo, da bodo glasovali za Mikea Rogersa. In njihov glas za Abdula Sajida je izgubljen. Vidimo nekaj ljudi, ki jih je odvrnilo, ali še kaj hujšega zaradi tega, kar je rekel Abdul El-Sayed, a so še vedno nagnjeni k temu, da bi glasovali zanj, ker jih skrbijo republikanci, skrbi jih Donald Trump in njegovo gibanje, ter jih skrbi, da bi Michigan lahko bila zvezna država, ki bi senat prepustila republikancem. Zame je zanimivo spremljati to in vem, da to tukaj zveni povsem noro, 2 dni po predizborih. Do katere mere je Abdul? In to sem zapisal na koncu svojega poročila. Je Abdul El-Sayed bo šel in poskušal dejansko pridobiti tiste neopredeljene volivce, ki jih lahko doseže. In v kolikšni meri bodo v lokalni judovski skupnosti institucije pripravljene prisluhniti? Že imamo, kar je bilo objavljeno v Jewish Insiderju, poslanca zvezne države Noaha Arbuta, ki je bil odločen in se odločno bori proti antisemitizmu znotraj demokratske stranke. Je javno obsodil Abdula El-Sayida, vendar je svoj zapis na Facebooku zaključil z besedami, da se mora udeležiti pogovorov. Nikol, to je tista majhna priložnost, da pride in začne predstavljati svoje argumente. In glede točke Abdullaha Sajida je dejal: povabite me in pridem. Kar pomeni, da če bi ga lokalna sinagoga ali lokalni skupnostni center povabila in postavila na oder, bom prišel, poslušal, razpravljal in vam predstavil svoje argumente. Zdi se, da tam še nismo, ne na eni, ne na drugi strani. Vendar je zanimivo opazovati na volitvah, kjer imate, čeprav majhen del volilnega telesa, vendar del, ki je za namen teh volitev. Nikol, volivci, ki jih zanima samo eno vprašanje. To so volivci, ki jih zanima samo eno vprašanje. Ukrepanje glede enega vprašanja bi lahko prevesilo nekaj 10.000 glasov. To bi bila lahko posebej dragocena prednost v zelo tesnih volitvah. Ali bo Abdullah El-Sayed pripravljen narediti, kar je treba, da umili svoje stališče glede tega vprašanja, ali ne? Ker na eni strani bi lahko pridobil glasove, na drugi strani pa nikoli, kakšna je logika teh volitev? Te sovolitme med establishmentom in proti-establishmentskim taborom. Če bi torej omilil svoje stališče glede vprašanja, ki je postalo nekakšen njegov zaščitni znak, ali bi to zmanjšalo njegovo pristnost in odvzelo tisti element presenečenja, ki ga je pripeljal do te točke? Torej, zanimiva politična kalkulacija zanj in morda tudi zanimiva politična kalkulacija za nekatere institucije v lokalni skupnosti. Tudi v bolj uveljavljenem delu skupnosti bi ga morda lahko povabili in postavili na oder. Čeprav mislim, da lahko rečem nikoli, da trenutno še nihče ni na tej točki.